Kako bi se odzvali, če vam zdaj v tem trenutku povedo, da se morate preseliti in začeti šolanje v okolju, kjer nikogar ne poznate? Meni bi bilo grozno, ker imam tu prijatelje in zelo uživam, pa tudi šolanje je prijetno in iti čez ves postopek še novega spoznavanja. Ne morem si predstavljati. Eva? Sprva bi bila verjetno prestrašena, ter bi mi bilo grozno, ampak čez čas bi poskusila to vzeti kot pozitivno izkušnjo in se čim bolj navaditi na novo okolje. Zarja? Verjetno bi bila jezna in žalostna na verjetno starše, ker bi se verjetno z njimi preselila, ampak verjetno bi mi tudi vzeli nekaj časa, da se navadim, ampak upam, da bi bilo potem vse v redu. Jena? Verjetno bi bila na začetku prestrašena, saj ne bi vedela, kaj bi me čakalo v drugi državi. Urška? Ja, tudi sama bi bila prestrašena pa jezna, zaradi tega, ker imam tukaj vse prijatelje in družino. Verjetno bi bila pa tudi vesela, zato ker bi začela spoznavati novo kulturo pa tudi nove ljudi v drugi državi. Če bi morali zapustiti Slovenijo, kaj bi najbolj pogrešali? Jan? Najbolj bi verjetno pogrešal prijatelje in pa družino, če se bi preselil brez nje, pa tudi okolje. Petra? Najbolj bi pogrešala prijatelje in sorodnike. Špela? Tudi jaz bi najbolj pogrešala prijatelje in družino ter okolje, v katerem živim. Manca? Najbolj bi pogrešala kulturo, v kateri zdaj živim, in pa znance in prijatelje. Uroš? Najbolj bi pogrešal prijatelje in okolje, ki živim. Matevž? Jaz bi pa najbolj pogrešal svoje prijatelje pa moj klub košarkarski. Kaj menite o multikulturnosti v razredu? Eva? Ja, menim, da je to zelo pozitivna izkušnja, ker s tem spoznavamo nove jezike. Kaja? Mislim, da je to zelo super, ker se privajamo na različne ljudi iz različnih držav. Ana? Menim, da je super zaradi tega, ker se lahko od drugega marsikaj naučimo. Jena? Menim, da je super, ker imamo tako priložnost spoznati zgodbo ostalih. Zarja? Meni je tudi zelo všeč, zato ker imamo možnost tako spoznati osebe iz drugačnega okolja, pa njihov jezik. Recimo, da imate možnost povprašati Katjo za nasvet. Kaj bi jo vprašali? Katjo bi vprašal, kako se najhitreje naučiti jezik. Jezik sem se zelo lahko naučila, en dan sem kar znala govoriti, tako da se niti ne spomnim. Najverjetneje bi vprašal, kako se najhitreje privaditi na novo okolje, ljudi ter jezik. Na okolje sem se zelo hitro privadila, saj sem tam živela že prej. Sošolce sem pa en mesec je približno trajalo, da smo se bolje spoznali in se začeli družiti. S kakšnimi dejanji si pridobila zaupanje svojih sošolcev? Zaupanje sošolcev sem pridobila tako, da sem jim pomagala pri domačih nalogah ali pa če so imeli kakšnakoli druga vprašanja. In rekli so tudi, da imam takšen obraz, ki mu lahko zaupaš. Ela? Kako ohraniti stik s prejšnjimi prijatelji in kako navezati nove stike z njimi? S starimi sošolci sem se pogovarjala preko interneta, tako da preko Facebooka. Z novimi sošolci pa sem vzpostavila stike tako, da sem jih povabila na kakšne zabave ali pa da smo pri malici sedeli skupaj. A si se kdaj počutila osamljeno? Ja, osamljeno sem se počutila velikokrat, saj tam so vsi poznali svoje sošolce že od prej, jaz sem pa prišla čisto na novo, tako da ko še nisem imela prijateljev, sem bila velikokrat sama. Katja, kakšen imaš današnji pogled na doživljanje sošolcev in profesorjev?
No, danes sem zelo vesela, da živim tukaj, saj so me sošolci in profesorji zelo dobro sprejeli med sabo. In če bi se morala spet preseliti, bi bila zelo žalostna, da bi jih morala zapustiti. Kot vidite, imamo v razredu takšno srečo, da imamo 3 sošolce, ki so se šolali drugje. Sama menim, da je to velik plus. Adijo!